Berilo iz knjige preroka Izaija. Naj vriska puščava in goljava, raduje naj se pustinja, naj poganja kakor narcisa, krasno naj cvete, se raduje in vriska. Dana ji bo veličastnost Libanona, krasota Karmela in Sarona. Gledali bodo Gospodovo obličje, njegovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepite onemele roke, utrdite klecava kolena. Recite njim, ki so obupanega srca, močni bodite, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje pride, Božje povračilo, on sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromec skakal kakor jelen in jezik nemega bo vriskal. Zakaj v puščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki. Suha pokrajina postane jezero in žejna dežela vrelci voda. Kjer so prebivali šakali v svojem brlogu, bo poganjala trava s trsjem in bičjem. Ondi bo cesta in pot, sveta pot se bo imenovala, nečisti ne hodi po njej, ne vešči ne zablodijo na njej. Tam ne bo leva, huda zver ne pride nanjo, ne bo je najti ondi, samo rešeni smejo tam hoditi. Od Gospoda odkupljeni se povrnejo in pridejo vriskajoč na Sion. Večno veselje bo nad njihovo glavo, radost in veselje dosežejo, žalost in vzdihovanje pobegneta. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, pridi in nas reši. Gospod, pridi in nas reši. Poslušam, kaj govori Gospod Bog. Zares o miru govori svojemu ljudstvu. Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Gospod, pridi in nas reši. Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, pravičnost in mir se poljubila, zvestoba bo pognala iz zemlje, pravičnost se sklonila z nebes. Gospod, pridi in nas reši. Gospod bo dal blagoslov in naša dežela bo obrodila svoj sad. Pravičnost bo hodila pred njim in zveličanje posledi njegovih korakov. Gospod, pridi in nas reši. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod je naš sodnik, naš gospodar, naš kralj, on nas bo rešil. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod, z vami In s tvojim duhom, iz svetega evangelija po Luku. slava tebi, Gospod. Nekega dne je Jezus učil in sede so ga poslušali farizeji in učitelji postave, ki so bili prišli iz vseh galilejskih in judovskih vasi. V njem je bila Gospodova moč, da je ozdravljal. In glej, možje so nesli na postelji človeka, ki je bil mrtvouden, in so iskali, da bi ga prinesli noter in postavili predem. Ker zaradi množice niso našli, kot bi ga nesli noter, so šli na streho in ga med opeko spustili s posteljo vred v sredo pred Jezusa. Ko je videl njihovo vero, je rekel: človek, odpuščeni so ti tvoji grehi. Pismouki in farizeji so začeli misliti, kdo je ta, ki govori bogokletno. Kdo more grehe odpuščati, kakor edini Bog? Jezus je spoznal njihove misli in jim odvrnil: kaj v srcu mislite? Kaj je lažje reči? Odpuščeni so ti tvoji grehi, ali reči:
vstani in hodi. Da pa boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe, je rekel mrtvoudnemu, ti pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Takoj je vpričo njih vstal, vzel posteljo in odšel na svoj dom ter slavil Boga. Vsi so ustrmeli in slavili Boga. In prevzel jih je strah in so govorili, videli smo danes čudovite reči. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnja Božja beseda nas vabi k poglabljanju razumevanja, kaj pomeni adventni čas, zakaj nam je adventni čas poslan, v čem je njegova vrednost, v čem je priložnost, ki nam jo ponuja. Slišali smo, kako Jezus v evangeljskem odlomku ozdravi mrtvoudnega človeka in kako je za ljudi to nekaj velikega, kako je za ljudi to nekaj čudnega, čudovitega. Ampak Jezus skuša farizejem in pismoukom in tudi hkrati ljudem pokazati, nekako poudariti, da je še veliko večja reč, da je še veliko pomembneje to, da je Jezusu, Božjemu sinu, dana oblast odpuščati grehe. Namreč, tudi ko je nekdo telesno ozdravljen, kot je bil ta človek iz današnje prilike, enkrat bo umrl in to ozdravljenje na nek način enkrat se bo izpelo. Nekdo pa, ki so mu odpuščeni grehi, ima priložnost izkusiti neskončno, usmiljeno in nežno in pozorno Božjo ljubezen. To je pa nekaj, kar lahko naše življenje zavedno spremeni in ga zavedno postavi v en drugačen pogled, v en drugačen odnos, na eno drugačno pot. To se mi zdi skuša poudariti tudi prvo berilo iz knjige preroka Izaija, ki poudarja Božjo ljubezen, Božjo pozornost, Božjo zvestobo. Kako bo, ko se človek sreča z Bogom, ko se človeštvo sreča z Bogom, ko se izvoljeno ljudstvo sreča z Bogom, ko Bog pride na pomoč. Pravi, gledali bodo krasoto, gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Se mi zdi, da je na nek način to odmev tega, kar smo slišali v koncu današnjega evangeljskega odlomka, kjer vsi ostrmijo, slavijo Boga, prevzame jih strah in govorijo, videli smo danes čudovite reči. Tudi mi smo povabljeni, da bi vstopili v ta Božji danes, da bi razumeli, da se to, kar je Jezus naredil takrat, to, kar je prerok Izaija napovedoval Izraelcem za tisti čas, da se to dogaja in uresničuje tudi za nas danes. Da če odpremo oči, če smo pozorni, če odpremo srce, lahko tudi mi danes prepoznavamo, kako Bog še vedno dela čudovite reči. Zagotovo je ena najbolj čudovitih reči priložnost za spravo v zakramentu spovedi, da bi adventni čas izkoristili tudi za to, da se dobro pripravimo na spoved in se potem v zakramentu pred praznikom Jezusovega rojstva z Bogom tudi v resnici spravimo.